Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji z učiteljem Cerkve Poučevanje vere. Danes gostimo ljubljanskega pomožnega škofa, monsinjorja dr. Antona Jamnika. Lepo pozdravljeni, gospod škof. Najno vprašanje danes, na katerega bi radi slišali vaš odgovor, je, zakaj je Bog ustvaril svet? Birmanci morajo poznati odgovor. Bog je ustvaril svet, ker je dober in hoče stvarem dobro. Kako sploh vemo, da je Bog ustvaril svet, glede na trditve današnje znanosti? Ali pa je morda vse nastalo samo od sebe? Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Vprašanje je zelo zanimivo, tudi ko se srečujemo z Birmanci ali pa študenti se o tem pogovarjamo, o stvarjenju sveta, kako to, da ga je ustvaril, kaj to pomeni. Seveda, različne religije, pogledi, filozofije imajo pojmovanja, ki so različna, ampak v jedru vseh teh pristopov je vedno to, da ta svet, v katerem smo, ne more biti kar nekaj, kar je slučajno padlo z neba. In če gledamo ga zdaj kot kristjani, če oznanjamo oziroma izhajamo iz naše vere, Svetega pisma, razodetja, potem ugotovimo, gledajte, prvo poglavje Svetega pisma govori o stvarjenju sveta. To je nastalo kasneje, ko so Izraelci pri hudih preizkušnjah, trpljenju, in bilo je dobro, vsak dan, 6. dan, ko je ustvarjen človek, pa pravijo včasih Birmanci, bilo je kul, bilo je super, bilo je odlično, bilo je prav dobro. Torej, jasno, nekdo drug ima pa lahko drugo prepričanje, čisto možno. Tukaj imamo kristjani veliko srečo, da imamo svetopismo, skupaj z brati Judi, pa tudi drugi svetopismo priznavajo, sprejemajo. Je to lahko za mnoge znanstvenike tudi osnova. So pa seveda potem tudi pogledi, ki so različni. Pri filozofiji, religije ali po ontologiji pa pravimo, da je čist filozofski pogled, če gledamo, kar je temeljno obče človeško, pa je, da je Bog tako svoboden, tako nekaj velikega, taka popolnost, čista bit, čisto življenje, in samo popolno čisto življenje ustvarja novo življenje. In to je svet, stvarstvo, in krona tega stvarstva je pa človek. Zato smo lahko hvaležni in veseli za ta pogled in za to razlago. Versko in znanstveno razlaganje sveta se med seboj dopolnjuje in povezuje, uči Cerkev. V čem je to dopolnjevanje in povezovanje? Ja, dopolnjevanje je v tem smislu, ko sem ravno omenil ta filozofski pogled in verski pogled oziroma pogled razodetja Svetega pisma, kaže na to, da če gledamo iz Svetega pisma, kot sem omenil, Bog je ustvaril svet in človeka. In če gledamo pa čisto filozofsko, je pa svet kot tak ni mogel nastati kar iz nič, ker iz nič ni nič. Torej, je nekdo, ne moremo iti neko neskončno, pravi sveti Tomaž, ko govori o stvarjenju sveta, o vzročnosti, prigodnosti, smiselnosti in njegova slavna tretja pot o prigodnosti bivanja. To, da nekaj je, torej ta metafizični dokaz vodi do tega, ker je neko bitje, ki se zgodi, prigodi, vi ste na svetu, imate starše, stare starše in tako naprej, ampak ne moramo biti neskončno, nekje pa vidimo, da mora biti nekdo, ki je čisto življenje, čista bit, ki ustvarja svet, ustvarja življenje, ker je življenje čisto samo življenje. Torej, tukaj ni nasprotovanja, ampak je dopolnjevanja. Zame je bil ta čist filozofski, pa znanstveni pogled zanimiv z tega vidika, ker kaže na to, da je v človeški biti, v jedru njegovega razmišljanja in iskanja to, da je vendarle v ozadju vsega, pa če rečemo veliki Bog, energija, moč, ni pomembno, kako rečemo, pa substanca z veliko pisano. Vemo, da je v ozadju temelj nekdo, ki ni pogojen z drugim, ki ni odvisen od drugega, ampak je čista bit. Če gledamo pa še znanosti sodobne, gledajte, znano je, da med fiziki največ vernih, med fiziki je praktično
90% znanstvenikov zelo globoko vernih. Jaz včasih se hecam, da so fiziki še v težji situaciji kot kristjani, če gledamo. Namreč, če govorijo o Lucernu, o nekem najmanjšem, ne vem kakšnem delcu, pa velikem poku ali pa drugi stvari, se mora še več verovati kot mi. Mi imamo sakrament, imamo Sveto pismo, imamo svetnike, imamo Evharistijo, imamo vidna znamenja nevidne milosti. Tam je pa računalnik. En moj nekdanji dijak, ki je bil na škofijski klasični gimnaziji, ni bil nič kaj preveč navdušen za vero, kar je pa doktoriral iz fizike na japonskem delu v Lucernu. Rekel, veste, da sem pa postal veren zaradi teh razmer, ko moram kar naprej še bolj verovati, ker nič ne vidim, pa čutim znanstveno, pa da nekaj je. Zanimivo. Kakšno mesto ima evolucija? V šoli smo se učili Darwinovo teorijo človekovega postopnega razvoja iz opice. Kakšen je odnos med vero in evolucijo? Glejte, noben problem ni z evolucijo. To je bilo nekaj, kar je ena od teorij, pogled na življenje, Darwin. Najprej bi rad tukaj poudaril, to vedno tudi študentom povem. Namreč Darwin je na koncu svoje teorije zapisal, kar nikoli mi v šoli nismo slišali. Vem in verjamem, da se za vsem skupaj skriva Božja roka. Torej, on je bil samo osebno globoko veren, to je bil pa en pogled. In potem, ker je videl, da se njegova teorija tako razlaga, se mu je dobesedno zmešalo. Zmešalo, živčni zlom je doživel. Ker so zlorabili en znanstveni pogled in so ga spremenili v ideologijo. Torej, evolucija, gledajte, je eden od pogledov. Imamo evolucijo, imamo kreacionizem, imamo 20, 30, 50, 100 razlag in ena je ta in še bodo prišle. Zakaj je problem? Evolucija določene stvari odgovarja, jasno se pa z mnogimi drugimi pogledi na življenje, razvoj življenja dopolnjuje. In zame je ključnega pomena, da imamo več različnih pogledov, potem pa naj se nekdo odloči, katero stvar bo sprejel oziroma se mu zdi po njegovem naravnem razmišljanju bliže. Znanstvenik pa mora biti tako pošten, da pove, to je eden od pogledov, ki ga imamo, so pa še mnogi drugi. Težava pri nas je po svetu tega bistveno manj, če hovorim, ne vem, azijskem svetu, ameriškem in pa drugem, to sploh, evolucija je ena od teorij. Eno od teorij, o kateri ste razpravljali. Pri nas je pa bila evolucija strašno prilagojena, spremenjena v ideologijo, češ vsa materija, vse, kar se dogaja, slučajno, nič ni, se pravi, nobene logike, nekega božjega ni zadaj in to interpretacija evolucije je bila res nepoštena, in ni bilo v redu, da imamo samo eno stvar. Tako da zame evolucija sploh ni noben problem in tudi za uradno učenje cerkve, ko se pogovarjamo in pa ko berem te knjige različnih znanstvenikov, biologov, kemikov, fizikov. Gledajte, ti gledajo na evolucijo kot eno od teorij. To je samo stvar izbire v pluralnem svetu. In če ima nekdo prepričan ta pogled, mene to čisto nič ne moti. Prej ste dejali, da z nič ni moglo nastati nekaj, ne? Ali je svet večen, saj se vesolje nenehno širi, vemo, pravi znanost, ali je vse skupaj le večna materija? Glejte, pogledi na to so lahko različni. V grškem svetu, grški filozofiji je materija nekaj, kar obstaja. Kaj je bilo bistvo za Aristotela? Pri Aristotelu je bilo ključnega pomena, da ta materija dobi obliko in takrat nastane iz kaosa kosmos, torej bistvo. Da ima neka stvar substanco, pritike oziroma da ima neko določljivost, da je to in ne nekaj drugega. V krščanskem svetu govorimo o stvarjenju iz nič. Iz nič, torej Bog je stvaril svet iz nič, seveda gre za neskončno bivanje potem. Ali pa, če pojmujemo različne teorije o vesolju, gledajte, vesolje je genialna, fantastična stvar. Tako za grško filozofijo, druge filozofije, tudi za krščanstvo,
koliko duhovnikov, redovnikov, predvsem škofje, so bili matematiki, astronomi. Papež Silvester, tam na prehodu prvega tisočletja, je bil izjemen matematik, astronom. Torej, ja, vesolje je neskončno, ampak kaj je ta neskončnost? Kjerkoli se ustavimo, je ta neskončnost končna. Torej, lahko dodajemo, pogledamo še ta galaksija pa ta. Ja, že Tomaž je imel to v srednjem veku, je lepo razlagal, gremo še naprej, pa še naslednji vzrok, pa še naslednji. Ampak ne moremo iti neskončno dodajanje vzrok, učinek oziroma neka stvar še poleg, ker kadarkoli se ustavimo, je to končno. Torej, pri tej neskončnosti nujno potrebujemo nekaj, kar je osnova, temelj, jedro, bit te neskončnosti. To pa je tista popolna neskončnost. In Bog je večen, se pravi absoluten, neskončen. Neskončnosti pa ni več, ampak je samo ena. Ena, ker če je bilo več neskončnosti, potem ni več neskončnosti. Neskončno vesolje je po mojem v smislu, to bodo boljše astronomi razložili, ampak je v smislu, da te meje vedno znova odkrivamo, hkrati se pa vesolje oziroma znanost in pogledom, kar je izredno lepo, tudi širijo. Kaj je mišljeno pod besedo svet? Ali le Zemlja, ali tudi drugi planeti, Osončja in milijarde drugih galaksij, kot je Mlečna cesta, naša galaksija? Ja, pod svet pojmujemo absolutno več, ker rečemo planet Zemlja, svet pa je zame kozmos. To je izraz morda, ki je malo odprt, ampak je kozmos pa pomeni, pogledajte, ozvezdje, naši planeti, ki nas okrog Sonca, Luna, pogledamo, o Marsu se zdaj veliko govori, potem, ko opazujemo zvezdnato nebo, že Kant je zapisal zvezdnato nebo in moralni zakon meni. To me znova vabi k čudenju. Torej, pod svet pojmujemo veliko več. Mi ne smemo svet omejiti na nek pragmatični svet, tukaj sem tenkoščko, tukaj sedim, pa konc drugega pa ni. Strašno omejitev je to. Zemlja naj bi obstajala 13 milijard let. Od prvega poka pa naj bi bilo 15 milijard let. V Svetem pismu je govora o nekaj dnevih, v katerih je Bog ustvaril svet in nazadnje človeka. Kako naj si to razlagamo? Kako naj to razumemo? Ja, to je klasično vprašanje, ki je morda malo zapleteno, pa je veliko nesporazumov na tej ravni. Glejte, če gremo v Svetemu pismu nekaj dneh, včasih se malo hecamo, pa tudi, ko se srečam starši, so kar veliki zadregi. Morda zaradi tega, ker ne poznajo toliko stvari. Stvarjenje, se pravi sveta, 6 dni, 7. dan, Bog počiva, ker včasih rečemo, da je pa Bog zmatran, pa reče, ja, to pa je bil. In seveda ima drug pomen, zahvala Bogu, počitek, češčenje pomeni dati duši, duhovnemu življenju svoj čas. Ampak to je samo pripoved. Seveda ni nastajal v teh dnevih. Bog ni delal z neko lopatico ali pa ne vem, da bi svet sestavljal. To je pripoved, ki nam govori, to je prazgodovina, prvo poglavje Svetega pisma, da je vse, kar je na tem svetu, od materije, živali, rastlin, se pravi duša, duševno, duhovno, za vsem tem je Božja roka, oziroma je Bog stvarnik tega, položil je temelje razvoja, pa se pa seveda stvarstvo razvija, dobiva nove in nove oblike in tukaj ni, ko smo prej govorili o Darwinu, nobenega problema, se pravi samo, kako pojmujemo ta začetek. Da govorimo o znanosti po milijardah let in o velikem poku. Meni, veste, veliki pok zelo simpatičen. Veliki pok, ja, tudi Aristotel je imel podobno težavo, ko je šel. Ampak pride, svet se giblje, ampak na koncu pa mora biti nekdo, ki ni giban po drugem, ampak je negibni gibalec. Torej, že filozofija je prišla do tega spoznanja. Ja, se lahko dodajemo, lahko gremo milijarde let in veliki pok. Prav s tem dijakom, ki je Brighton, profesor fizike,
Ja, veliki pok, kaj pa potem, odkot pa veliki pok? Temeljno filozofsko načelo, pa tudi načelo logike, pa je ex nihilo nihilo fit, iz nič ni nič. Torej je nekdo, ki je jedro, temelj velikega poka. In zame je veliki pok simpatična teorija. Bo pa lahko, veste, čez 50 let pa drugačen pogled. Zdaj je zelo simpatično o velikem poku govoriti, lejte, to naj znanstveniki povedo. In tukaj se zopet znanost, empirične znanosti, če govorimo o filozofski znanosti, bomo druge, se pravi različna področja znanosti, ker morda samo toliko za vmes, za medklic. Včasih smo rekli, da se je pojmovala, kot da je znanost fizika, kemija, samo empirično, kar se da občutiti, kar se da zmeriti. Zdaj je vendar to preseženo, da je znanost, so še druge znanosti. Seveda imamo ta pristop na empiričnem področju, imamo na humanističnem ta pristop, na filozofskem ta pristop, na teološkem ta pristop. Kot je, lejte, sliko gledamo, hrano okušamo, glasbo poslušamo, torej so različni pristopi. Glede na predmet spoznanja je Husserl zapisal je tudi naša pot tega. Torej, te znanosti empirične govorijo, da zaključim to temo, se pravi o nekem razvoju, imajo dejstva, imajo meritve, se dopolnjujejo, se menjajo. Zdaj sem bral, prebiram, sem pa tja tako malo zaštos, malo pa zares eno knjigo Enciklopedija neumnosti. To je sicer malo tak naslov, enega Nizozemca, prevod je v slovenščini. In kaj piše? 100 stvari je bilo napačnih, pa je bilo pa neka prav postavljena. Einstein isto, ali pa drugi. Nočem reči, da je znanost pa neumnost, daleč od tega, empirične, fizika, kemija. So postavili teorije, ampak gledajte, pridejo pa nove, ki bodo dopolnjene, različne, drugačne. Človeški razum je fantastičen, hkrati pa tisti, ki je pravi znanstvenik, ko se z njimi srečujem, pogovarjam, priznajo, kako malo vedo. Zanimivo. 1 milijarda je 1000 milijonov let. Zemlja je stara 13 000 milijonov let. Človek se pojavi pred okoli 150 000 leti. Če razdelimo čas od nastanka Zemlje do pojava človeka v 24 ur, se človek pojavi v zadnji polovici sekunde. Zadnjo polovico sekunde v dnevu se pojavi človek. Kako to, da je vse bilo ustvarjeno že prej, pred človekom? Kje je tu logika? Ali moramo tu razumeti Božjo logiko in še lahko verjamemo v Boga? Ja, gledajte, tukaj tudi mislim, da ni nobene težave, ko govorimo. To so teorije, ki predvidevajo, da naj bi tako. Veste, pa so pa tudi nova odkritja, ne vem, na različnih koncih sveta o novih kulturah in se stvar dopolnjuje, spreminja. Zdaj pač vemo, kolikor vemo. In da se je človek pojavil, naj bi se, sej, kdo pa ve natančno, in vemo za tako obdobje nazaj, se je DNK odkrivamo danes, pa prednike, pa kdo je bil. V redu, gledajte, tisto, kar je zame čudež pri vseh teh odkritjih, je, da ugotovimo, ko odkrijejo neke sledi človeka, se odkrije, ko ste prej imenovali to tudi omenili, da je iz človeka, iz opice nastal človek. Gledajte, nek razvoj lahko je bil, ampak ko je človek ta most med zavednim pa nezavednim, je tisto, kar je popolna prelomnica. Mene je navdušila Janžekovičeva knjiga Smisel življenja, ki piše točno o tem. Ko je nastal človek, je bilo nekaj drugega, ta človek je in ve, da je. Do takrat vse bi lahko razvoj, imamo podobnosti z ne vem, s katerimi drugim bi biti. Ja, to je čisto res, to je stvar znanosti, da to razlaga, vidi, pojmuje. Poglejte, se tudi v medicini delajo poskuse najprej na živalih, za določene stvari, zdravila, ne vem, kakšne posege. Torej je neka sorodnost, ampak tisto, kar je pa prelomnica med tem svetom pa človekom, je pa to, da bitje je in ve, da je. In kdaj govorimo o človeku, tudi ko odkriva različne stvari.
Pred parimi leti sem bil na severu Norveškem, zdaj se ne spomnim točno kraja, ker so odkrili, ne vem, več tisoč let pred Kristusom stare stvari. Ko je človek naslikal nekaj, ko je človek neko črko zapisal, ko je nastalo neko znamenje ali pa pokopal svojega sorodnika, ne vem, koga starša ali prijatelje in mu dal, ne vem, denar, hrano, drugo, torej verjel, da je po smrti še nekaj drugega. To je zame tisto, kar je ključno. Tako da ta leta nazaj, ki jih odkrivajo, veste, čas je nekaj genialnega, je zapisal sveti Avguštin. Ne vemo, je rekel Avguštin, dokler razmišljamo o času, se mi zdi oziroma nič ne razmišljam posebej, se mi zdi samoumevno. Ko pa začnem, pa nič ne vem, kaj je čas. Torej, nočem reči, seveda so tisoči milijarde let nazaj, so predvidevanja, ampak tisto, pogledajte, v vsem planetu, ko odkrivajo različna znamenja življenja, ko je človek, ko govorimo o človeku, takrat je nekaj, kar je znamenje njegove zavesti, duše in ve, da je. To je tisto ključno in to je ta prelomnica. To pa ne gre postopno. Kardinal Rode se je včasih poklical, če je bila stvar tako enostavna, potem bi iz opic, ker so iz živalskih vrtov, ker so opice, vsak dan kakšen človek prišel. To je malo banaliziran stvari morda, ampak tako je taka zelo preprosta razlaga, tako da ne gre kar tako, veste, da bi pa mačkan, potem pa nastane črka glas zavest. Bog je ustvaril svet, ker je dober in hoče stvarim dobro. Kaj je dobro? Najbolj osnovno dobro je to, da nekaj je. Že to dejstvo biti je največji čudež in dobro je po Avguštinu ali pa po drugi, že filozofsko gledano, imamo tako imenovane transcendentalne lastnosti. V filozofiji, ontologiji govorimo. Transcendentalne lastnosti pa govorijo o tem, ni važno, kakšna je stvar. Seveda, se človek uredi, ima take oči, lase, a jih nimamo, jih imamo. To ja. Ampak ključno, temeljnega pomena je pa, da je bitje lepo oziroma eno, dobro, lepo, resnično. To ne zato, ker je takšno in takšno, ampak preprosto, ker je. In čudež biti pomeni, da je čudež biti, da je tudi neko bitje, ker je dobro, eno, lepo, resnično. Kakšno pa je, kakšno funkcijo ima, kakšno izobrazbo ima, to je pa čisto druga stvar. Torej, ta ontološka dobrost pomeni tudi svetopismo, ko govori o stvarjenju. Na koncu vsakega dneva je rečeno, bilo je dobro, dobro, ko je pa človek pa prav dobro. Torej, čudež biti je osnova, da je neko bitje dobro. Potem pa seveda ima tudi dodatne lastnosti v svojem bistvu kot človek ali pa druga bitja. Žival je dobra, kamen, rastlina, ne vem, kozmos, v katerem živimo. Ker je bolje biti kot ne biti, je zapisal profesor Janžekovič v svoji knjigi Smisel življenja. Najlepša hvala, gospod Škof, dr. Anton Jamnik. Spoštovani gledalci, to je bil torej odgovor na vprašanje, zakaj je Bog ustvaril svet, zato ker je dober in hoče stvarim dobro. Hvala za vašo pozornost.